učiteljica, dragi starši, domači in vsi ostali gostje. Lepo pozdravljeni na prireditvi podružnične šole Srednja vas. Povabili smo vas, da se skupaj spomnimo materinskega dneva, občinskega kulturnega praznika, letos pa tudi 240-letnice spona na Triglav. Pred mnogimi leti je v naših gorah živel Zlatorog. Pauži mamo, po
cili Ljubljan. Pokažite nožice, pokažite roki, poglejte kak pridne, feričice smo mi. Pa obišamo po cili Ljubljan, pa obišamo po cili Ljubljan. Pohitite, nevihta se bliža. Naša krčma je že kot vrt gorskega cvetja. Vsi me sprašujejo, kdo mi prinaša tako lepo cvetje. Naša prijazna krčma je vedno pomagala z vsem
samo cvetje. Če bi te imel res rad. Saj res, a niso bile žene tvoje prijateljice? Kaj ne bi mi glovec gora lepšega prinesel planinskega cvetja? Mogoče zlate roge Zlatoroga, a ne zlate zaklade bile žena? Vidiš, Ančica, lovec ti še ni prinesel zaklad, ključev do zaklade. Jaz pa ti v znak ljubezni prinašam to prelepo grlico. Ti si kot svetla zarja, ti si najlepša roža. Lovec, malo boš spoznal, kako kratka je bila tvoja ljubezen. Čudovita grlica, kdaj si mi pa ti nazadnje nekaj tako lepega podaril? Le planinske rože mi nosi spomin, te pa v eni noči ovenijo. Tvoje obljube se topijo kot sneg. Lovec pa je velika in ve, kako je treba z dekleti. Bogat je nežnega srca, njemu ni za planine ali ne za lov na gamse ali za nič vredne rože. Dovolj imam tvojih grdih besed, naj ti trgovec nosi darila, a ljubeznice za zlatom ne da kupiti. Ostal bom lovec, planine so zame najlepši kraj. Bravo. Prestal se bom za zelenim lovcem, čeprav ni na najboljšem glasu. Za vsako ceno moram dobiti Zlatoroga. Obogatil bom, potem me bo pa Ančica zopet ljubila. Poglej ga! Zdaj imaš priložnost. Kako se mu rogovi zlato bleščijo. Poglej, ta krvava slica vzpenja višje in višje. Najraje se povrni k svoji deklici. Ne bodi reva, pojdi vendar naprej. Zlatorog je v sveti jezi razdejal si gorski paradiž in z njim zavedno izginil. Z njim so odšle tudi mile žene, njegov zaklad pa je stal skrit in nerazjasnen.
Zaklad Zlatoroga je Triglavska ruža. Da so kakšni zlatniki in to, da ga sploh vidiš. Dragulje, diamante. Pa dinarčki, pa krona, pa ogrlice zlate. Nek zakopan. Zlato. Nekaj dragocenega. Tam, da je zaklad roža, zaradi tega, ker če jo poji, da se lahko spet oživi. Da so zlate verižice. Da je zaklad, da so stari srčni možje prvi prišli na Triglav. Nek bližu Ježeja. Žagamna. Pa da je skritje pa na Triglavu. Mislim, da je zaklad tudi Zlatoroga rokovi. Pa mislim, da je zaklad Triglav, ki je ožarjen. Jaz mislim, da je zaklad od Zlatoroga zastava, ki visi nad Aljažem stolpom. Zlatniki, zlato, pa nek srebra. Naši predniki so še zelo slabo poznali svojo zemljo. Večina visokih evropskih vrhov je bila še neosvojenih. Nihče še ni stopil na Mont Blanc, nihče na Gross Glockner. Tudi visoki Triglav v deželi Kranjski je bil še nedotaknjen. Ljudje okrog Triglava so si upali postaviti svoje pastirske stanove, visoko nad dolinami. Naprej od njih pa je zašel le kak divji lovec. Le kdo bi hotel vzivati narave sile, peklinčka ali samega Boga. A vsi niso bili enako prestrašeni. Karun, Čiga, Cus, Vesnik, Fužin, v stari Fužini si je že dolgo želel, da bi človeška noga stopila tudi na vrh Triglava in obljubil nagrado tistemu, ki bo prvi stopil na ta vrh. Novica o nagradi se je hitro razširila po Bohinjskem kotu in 4 domačini so se domenili, da poskusijo nemogoče. Luka Korošek, Matevž Škoda, Štefan Rožič in Lovro Vilomicer so 26. avgusta 1778 v 3 dneh hojenih plezanja stopili na vrh Triglava. Komaj so verjeli, da so zmagali. Še nikoli ni bilo nikomor dano videti kranjske dežele s tako visokega. S kladivom in letom so vklesali v skali začetnici Žige Cojza, znanstvenika Baltazarja Hakeja, ki je leto pred njimi sam poskušal priti na vrh, vendar mu to ne uspelo, ter začetnice svojih imen. Nič niso vedeli o tem, da je večina vršacev na svetu še ne premagana. Nič niso slutili, da so se s tem dejanjem zapisali zgodovino in da bodo njihova imena s spoštovanjem izrekali še čez 240 let. S časoma je Triglav postajal vedno pomembnejša gora in na njem se je zgodilo marsikaj. Omenimo le nekaj dogodkov. Leta 1778 je Rozalija Škantaršestove srednje vasi bila prva ženska na vrhu Triglava. Leta 1877 so zgradili prvo kočo pod Triglavom. Stala je blizu mesta, kjer danes stoji Planika. Leta 1895 Jakob Aljaž skupaj z mojstrem Antonom Belcem postavil stolp na vrhu Triglava.
Leta 1928 Zlata naveza, dr. Stanko Tomišek, Joža Čop in dr. Miha Potočnik preplezajo najtežja smer v Triglavski steni. Smer se imenuje Varinska smer. Leta 1965 organizirajo prvi pohod 100 žensk na Triglav. Letos bomo izvedli že 1991 Janez Strojan z ekipom samostojnosti države Slovenije razpre zastavo na vrhu. Včasih kdo tudi s harmoniko spleza na vrh Triglava. Postavite hitrost rekord in rodne vrat do vrha Triglava. To ima uspelo 1 uri in 29 minutah.
In še veliko več je takih ali drugačnih dogodkov, ki so se zgodili nad Triglavom. Skozi vsa ta leta je postal simbol slovenstva. Upodobljen je tudi v državnem grbu. Za vsakega Slovenca je obveza, da gre nam vsaj enkrat v življenju. To je slovenstvo, zavest, in ko prideš na vrh, veš, ki si doma. 4 srčni možи iz našega Bohinja so pred točno 240 leti prvi stopili na vrh Triglava. Je mogoče to zaklad, ki ga nam je zapustil Zlatorog?